Gostovanje številka 7 v tej sezoni izven meja domovine. Evropski mejnik, ki ga v slovenskem klubskem nogometu še ni bilo, in temu primeren je tudi režim. Ekipa v vijoličastem je na prizorišču povratnega dvoboja s Seviljo že od ponedeljka. Drugačen projekt kot ponavadi se je začel s poletom z mariborskega letališča do Jereza, sicer znanega dirkališča Formule 1, ki pa ima v hotelskem kompleksu Monte Castillo tudi dve nogometni igrišči. Igralci, strokovno vodstvo in predstavniki kluba so se skrcali po 3 urah leta, ostali člani odprave so po vmesnem pristanku ostali na letalu in nato iz Jereza poleteli v 90 km oddaljeno Seviljo. Logistika potovanja je bila zahtevnejša, a brezhibno izpeljana. Vreme je v Španiji dosti bolj naklonjeno igranju trenutno nogometa kot v Sloveniji, ampak ne glede na to smo si želeli občutiti Španijo v vsej njeni veličini glede nogometa, tako da se lahko fantje res fokusirajo oziroma infiltrirajo v samo okolje in potem prezentiramo kar se da dobro nogomet. Igralci se zavedajo pomembnosti naloge, vse, kar se počenja že od začetka januarja, ima isti namen. En mesec smo že odsotni od doma, ampak vemo, zakaj smo odsotni, zaradi te Sevilje, in kot se je izkazalo na prvi tekmi, so vse te priprave pomembne, vse prišlo prav, imamo vse pogoje in mi moramo biti tudi pravi na igrišču. Od prihoda v Španijo so razmere kot naročene. Treniralo se je na pravi travnati preprogi, idilično andaluzijsko okolje omogoča odlične delovne pogoje. Zaključne priprave pred selitvijo v Seviljo so dosegle namen, toda prav vse ni šlo po načrtih. V Španijo je dopotovalo 22 igralcev, med kandidati za sestavo uradnega zapisnika jih ostaja 21. Marko Šuler namreč še čuti bolečine v zadnji stegenski mišici. Tudi v povratnem obračunu se ne bo išlo z njegovim nastopom. Gre za poškodbo mišice, ki se vleče že nekaj časa. Pri teh mišičnih poškodbah je največji problem to, da se zelo rade ponavljajo, tako da moramo biti povsem sigurni, preden igralca spustimo nazaj na igrišče, ker če pride do ponovne poškodbe, je zdravljenje še dosti bolj dolgotrajno in zahtevnejše. Vsi preostali so opravili zastavljene naloge brez zapletov, oba treninga sta minila v odličnem razpoloženju, ob popolni zbranosti in brez preračunljivosti, kot bi že šlo za tekmo. Zdaj sem rekel trenerju, da je dobro, da je danes torek, kajti en dan pred tekmo ne maram tako dobre igre, raje 2 dni pred tekmo in na tekmo, tako da bo dobro. Na vsakem koraku je zaznati pozitivno pričakovanje velike preizkušnje, podobno kot v Turčiji in v celotnem času priprav je delovna vnema na visoki ravni. K dvigu samozavesti je pripomogla tudi neposredna izkušnja, zbrani vtisi z prvega soočenja v Ljudskem vrtu. Nervoze ni, prevladuje zaupanje v lastne sposobnosti. Ne vem, zakaj nervoza, kajti mogoče pred prvo tekmo bi lahko rekli, ampak sedaj, ko vemo, da lahko z njimi igramo, smo lahko samo še bolj napaljeni. Ne vem, ne razmišljamo o Sevilji, razmišljamo o nas, o sebi in kako se vidimo vesele po tekmi. Sigurno da taki rezultat što smo stvarili kući, da nam daje nadu i tu moramo ići da postignemo pogodak, dat ćemo sve od sebe, naši navijači dolaze tu da nas podre, nadam se polno rezultati uspjehu. Ker je bil projekt Sevilja razdeljen na 2 dela, se po uvodnih 2 dnevih v Jerezu ekipa v sredo seli v prestolnico Andaluzije. In tudi naše naslednje javljanje že sledi s prizorišča.